kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke. To vam oznanjamo, besedo življenja. In življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje. Tisto, ki je bilo pri očetu in se nam je razodelo. Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam. Da bi bili tudi vi v občestvu z nami. In mi smo v občestvu z očetom in njegovim sinom Jezusom Kristusom. To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje dopolnjeno. To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega. In vam ga oznanjamo. Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če rečemo, da smo v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in ne ravnamo v skladu z resnico. Če pa hodimo v luči, kakor je v luči on sam, smo med seboj v občestvu. In kri njegovega sina Jezusa nas očiščuje vsakega greha. Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas. Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Če rečemo, da nismo grešili, ga delamo za lažnivca in njegove besede ni v nas. Drugo poglavje. Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili. Če pa že kdo stori greh, imamo pri očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je namreč pravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet. Da smo ga spoznali, spoznavamo potem, če izpolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi, poznam ga, pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna. Potem spoznavamo, da smo v njem. Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on. Ljubi, ne pišem vam nove zapovedi, temveč staro zapoved, tisto, ki jo imate že od začetka.
In stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali. Pa vendar vam pišem novo zapoved, namreč to, kar je resnično v njem in v vas. Tema izginja in resnična luč že sveti. Kdor pravi, da je v luči, pa svojega brata sovraži, je še zdaj v temi. Kdor svojega brata ljubi, ostaja v luči in v njem ni pohujšanja. Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi in hodi v temi. In ne ve, kam gre, ker mu je tema zaslepila oči. Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi njegovega imena odpuščeni grehi. Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladi, ker ste premagali hudiča. Vam, otroci, sem pisal, ker ste spoznali očeta. Vam, očetje, sem pisal, ker ste spoznali tistega, ki je od začetka. Vam, mladi, sem pisal, ker ste močni. In je Božja beseda v vas in ste premagali hudiča. Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni. Kajti vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, ni od očeta, ampak od sveta. Svet in njegovo poželenje mineta. Kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. Otroci, poslednja ura je, in kakor ste slišali, da prihaja Antikrist, je veliko antikristov že zdaj tu. Iz tega spoznavamo, da je poslednja ura. Odšli so od nas, a niso bili od nas. Ko bi namreč bili od nas, bi ostali z nami, a niso, da bi se razkrilo, da niso vsi od nas. Vi pa imate mazilenje od svetega in vse veste. Ne pišem vam, ker bi ne poznali resnice, ampak prav zato, ker jo poznate in veste, da nobena laž ni iz resnice. Kdo je lažnivec, če ne tisti, ki zanika, da je Jezus Mesija? Antikrist je tisti, ki zanika očeta in sina. Kdor zanika sina, tudi očeta nima. Kdor pa prizna sina, ima tudi očeta. V vas pa naj ostaja to, kar ste slišali od začetka. Če bo v vas ostalo to, kar ste slišali od začetka, boste tudi vi ostali v sinu in očetu. In obljuba, ki nam jo je dal sam, je večno življenje.
To vam pišem glede tistih, ki vas skušajo zapeljati. Kar pa zadeva vas, maziljenje, ki ste ga dobili od njega, ostaja v vas, zato ni treba, da vas kdo uči. Kakor vas njegovo maziljenje uči o vsem in je resnično in ni laž, tako ostajajte v njem, kakor vas je poučilo. Zato, otroci, ostajajte v njem, da bomo lahko polni zaupnosti, ko se razodene, in da ne bomo pred njim osramočeni, kadar pride. Če veste, da je pravičen, spoznavate, da je tudi vsak, ki ravna pravično, rojen iz njega.